Že ob robu münchenskega avtomobilskega salona smo ob našem obisku ugotavljali in pravzaprav potrjevali, da kitajski avtomobili niso več le cenene kopije evropskih, ampak v marsičem izdelke stare celine dohitevajo ali celo prehitevajo. In ja, prav zato, ker kitajski avtomobili danes žanjejo toliko pozornosti, še s toliko večjim zanimanjem preverimo, kako se njihove tehnološke rešitve obnesejo v praksi. Pa spoznajte naslednjega kandidata za naskok na evropski trg. Moram priznati, da pred prevzemom tega avtomobila na test tega logotipa nisem poznal. Gre namreč za logotip znamke Voya. Gre za luksuzno znamko tretjega največjega proizvajalca avtomobilov na Kitajskem, ki sliši na ime Dongfeng Motor Corporation in je seveda v lasti kitajske države. No, morda ste za Dongfeng že slišali po zaslugi sodelovanja s Peugeotom, Citroenom ali pa Hondo in Nissanom, no Voya pa je zelo mlada, šele 3 leta stara znamka in to je prvi izmed trenutno 3 modelov v njeni ponudbi. Voya Free je tako prostoren in eleganten premijski SUV z električnim pogonom. Pa podkrepimo trditev, da gre za prestižen premijski SUV. Free je skoraj 5-metrski avtomobil, ki ga poganja zelo zmogljiv električni 4-kolesni pogon, ima nadpovprečno veliko baterijo, nastavljivo zračno vzmetenje, po občutku zelo kakovostno izdelavo in materiale v notranjosti, ter ne nazadnje premijski videz. V naši ekipi nas je večinoma ta avtomobil spredaj spomnil na Maseratija. Ne gre za poceni kitajsko kopijo, ampak so za ta dizajn poskrbeli italijanski mojstri dizajna iz Giugiara. No, morda pa prav zato Maserati. Občutek imamo, da so kitajski snovalci resnično želeli, da bi ta avto ponudil več od svoje tudi evropske konkurence. No in to je lepo razvidno v potniški kabini, ki je polna takšnih in drugačnih, bolj ali manj uporabnih pripomočkov in pogruntavščin. Vozniki imajo na primer na voljo sistem nočnega vida, ki ga aktivira s preprostim pritiskom na gumb na volanu. Pa na primer panoramsko streho s tako imenovanim pametnim elektrokromatičnim steklom, ki ga lahko po želji zatemnimo. Pa številne kamere, s katerimi nadzorujemo, snemamo in fotografiramo okolico in jih aktiviramo prav tako s preprostim pritiskom na gumb na volanu. No, s kamero pa avto nadzoruje tudi voznika in za razliko od nekaterih drugih podobnih sistemov, ta res izjemno dosledno lovi že vsako gesto, ki je vsaj malo podobna zehanju. Prestižni potniški kabini pa se podaja tudi funkcije, kot so različne dišave, pa razmeroma učinkovita sedežna masaža in ne nazadnje, tu je še ena funkcija, ki takoj pritegne veliko pozornosti. To je tisti element tega avtomobila, ki opazovalca impresionira že na prvi pogled. No, ampak tekom našega testa se ta dvigajoča in spuščajoča armatura nikakor ni izkazala za neko zelo uporabno možnost. Po zaslugi spuščanja namreč pogled na cesto ni nič boljši, dobimo le nekakšen poenostavljen prikaz na 3 glavnih zaslonih. Voya Free je torej avtomobil, ki je nabit s pametno tehnologijo. No, ampak preden začnemo te tehnološke priboljške preštevati in hvaliti njihovo število, se moramo najprej vprašati, ali vsi tudi res dobro delujejo. Pa gremo preizkusiti. Večina sistemov deluje brezhibno, ampak težave se pojavijo ravno pri sistemih, katere v naši oddaji vselej najbolj izpostavljamo in zagovarjamo njihovo uporabo. Prvi sistem je pametni prediktivni tempomat z ohranjanjem vozila na sredini voznega pasu. Ta namreč nikakor ne deluje dovolj prepričljivo, da bi kakorkoli razbremenil voznika in ga navdajal s samozavestjo. Sistem Lane Centering lahko v enem zavoju deluje dobro, v drugem pa nas brez opozorila pošlje na drug vozni pas. In potem je tu prilagodljivi tempomat, ki popolnoma po nepotrebnem zmanjšuje hitrost na avtocesti že v vsakem najbolj blagem zavoju. In to tudi za 20 km/h in več s prednastavljenih 130 km/h. To početje tempomata ni le popolnoma nepotrebno in živce parajoče, ampak pri električnem avtomobilu s konstantnimi zaviranji in pospeševanji na avtocesti tudi ekstremno energijsko potratno.
No in ker tempomat svojo nekompetentnost nadgradi še s stalnim piskanjem in opozarjanjem popolnoma po nepotrebnem, nam tekom testa ni preostalo nič drugega, kot da ga izklopimo in se vozimo po starem na nogo. No, sami bi si v velikem in prestižnem SUV-ju seveda želeli tudi naprednih LED matričnih žarometov. No, ampak tudi na tem področju kitajske inženirje čaka še precej dela. Saj Voya Free namreč ne postreže niti z avtomatskim preklapljanjem dolgih in zasenčenih žarometov. Kaj pa pogon? Kapaciteta baterije tega avtomobila presega 100 kWh, torej gre res za zajetno baterijo. Ampak s tako zajetnim avtomobilom pride tudi zajetna električna poraba. Ta je na našem testu ob zmerni vožnji v ugodnih oktobrskih temperaturah in mešanem ciklu znašala med 23 in 25 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da bo eno polnjenje zadostovalo za približno 400 km vožnje. Ampak nekoliko dražjo električno vožnjo po zaslugi večje porabe energije bi bil sam še pripravljen vzeti v zakup. Eden glavnih adutov tega avtomobila je namreč njegova nižja cena. 80 000 evrov, kolikor stane, je danes za velik, prestižen SUV z ogromno baterijo pravzaprav ugodno, oziroma približno za četrtino ceneje kot pri primerljivi evropski konkurenci. A ta znesek vseeno ni majhen in tako za popolno konkurenčnost na evropskih trgih model Voya Free čaka popravni izpit iz snovi predmeta asistenčnih sistemov. In tako smo ob robu tega testa v pogovorih z odgovornimi že izvedeli, da so posodobitve strojne in programske opreme, ki bodo med drugim zajemale tudi žaromete, že na obzorju. No, posodobitev po začetku prodaje pa smo danes roko na srce vajeni tudi od evropskih proizvajalcev. Tekmo bomo torej pozorno spremljali še naprej.